Na sestanku poravnalnega odbora so bili soočeni argumenti, ki smo jih pripravili s strokovnimi sodelavci Vseslovenskega združenja malih delničarjev v primeru iztisnitve, ki jo je 21. avgusta leta 2008 na skupščini izglasoval Helios, pri čemer je iz družbe Kolor iztisnil 2378 malih delničarjev. Takrat smo bili deležni številnih klicev in ogorčenja, zato smo dejansko pripravili ustrezne analize, cenitve in ugotovili, da je bila ponujena strani seveda samega glavnega delničarja, torej Heliosa, in tudi izplačana odpravnina absolutno prenizka. To je bilo danes izpostavljeno tudi na seji poravnalnega odbora, ne samo z naše strani, pač pa tudi strani skupnega zastopnika delničarjev. Številni argumenti so bili podani, med drugim tudi to, da je nenazadnje sam prevzem bil izpeljan po dvakrat tolikšni ceni nekaj let pred tem, brez da bi se v tem času dogodili pomembni dogodki ali pa spremembe. Mi upamo, da bo tudi danes to strani tega, kar bojo predstavili, vendarle tudi pred poravnalnim odborom, predstavniki glavnega delničarja, torej Heliosa, ki je izpeljal iztisnitev, postalo jasno, da se tudi skozi nadaljne postopke, ko bomo predložili še dodatne, tudi pisne argumente v zvezi z nizko cenitvijo, skozi postopek ugotovilo, da je potrebno precejšno doplačilo k že izplačani odpravnini ob iztisnitvi, in s tem v zvezi seveda lahko še enkrat povabim bivše, torej že iztisnjene delničarje Kolorja, da se lahko tudi preko Vseslovenskega združenja malih delničarjev še vedno vključijo v postopek, ki ga pred sodiščem peljemo, tako kot v drugih primerih. To ne pomeni nikakršne obremenitve za delničarje. Doslej se jih je priključila temu postopku tako rekoč četrtina vseh iztisnjenih, kar pomeni tudi to je pokazatelj, da so dejansko številni delničarji doživeli to iztisnitev kot neprimerno in pod pogoji, ki ne odražajo poštene dejanske cene, ki bi jo seveda ob razlastitvi delničarji naj prejeli. Mi smo prepričani, da bomo uspeli tudi v tem primeru dokazati, da je bila ponujena izplačana denarna odpravnina prenizka.